Pozdravljeni, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes je z nami predsednik stranke Modernega centra, gospod Miro Cerar. Pozdravljeni, gospod Cerar. Lep pozdrav. Hvala, ker ste se tudi vi odzvali. Hvala za povabilo. Pa pojdiva kar k prvemu vprašanju. Kakšen je bil navdih za ustanovitev vaše stranke? Ko sem 2014 ustanavljal stranko, sem imel samo eno veliko željo, da bi z njo pomagal Sloveniji, da se spet preusmeri na pravo razvojno pot, da torej povlečemo Slovenijo iz krize. Kajti v tistem letu in tudi leta predtem je bila Slovenija v precej hudi finančno-ekonomski krizi, socialni krizi, bila je tudi politična kriza, ker so vlade kar padale druga za drugo, in želeli smo si s somišljeniki, da bi Slovenijo spet spravili v nek razvoj, da bi državo naredili, da bo spet dober gospodar, torej da bi uredili javne finance, gospodarjenje z državnim premoženjem in seveda, da bi potem, ko bo ta razvoj se zgodil, da bi gospodarstvo in to lahko normalno delalo, tudi lahko pomagali vsem tistim, ki so v času krize tako veliko izgubili. No in vesel sem, da smo v teh 4 letih, ko sem vodil vlado, pravzaprav te cilje dosegli. Država je zdaj urejena, prepustili smo jo, da rečem, novemu premierju v odlični kondiciji, kar zadeva javne finance, kar zadeva vse te stvari. Seveda si pa zdaj skupaj s to vlado, v kateri je tudi SMC pomemben člen, prizadevamo, da bi ta proces peljali naprej, da bi lahko zdaj še nekoliko več namenili ljudem, pa da bi predvsem tudi država ostala dober gospodar in da bi šla v razvoj, da bomo konkurenčni svetom in da bomo imeli neko normalno življenje. Hvala. Ja. Kakšna pa je vaša ocena povezave med vašo stranko pa lokalnimi skupnostmi, lokalnimi sveti? Ja. Pa kako bi lahko izboljšali? Vedno se da izboljšati vsaka zadeva, tudi na tem področju se da izboljšati marsikaj, vendar mi smo že v istem letu, ko smo zmagali na volitvah za državni zbor, razvili zelo močno aktivnost na lokalnem nivoju in smo na takratnih lokalnih volitvah tudi že kar dobili veliko svetnikov. Hkrati pa smo začeli takoj razvijati tudi lokalne odbore. Danes jih imamo 60 po celi državi. To pomeni, da smo v 60 občinah zelo prisotni. Prizadevamo si pa preko ministrov in poslancev, da smo prisotni po celi Sloveniji. Skratka, zavedamo se v SMC, da stranka lahko dela dobro za ljudi samo, če je na terenu. Seveda tudi preko vlade, ministri delamo, kar moremo, poslanci se trudijo, ampak če ima stik z ljudmi, da neposredno izveš, ki so njihovi realni problemi, težave, želje, potem lahko storiš tisto pravo. In zato nadaljujemo tukaj razvoj, prizadevamo si še razširiti to našo mrežo in zelo sodelujemo z lokalnimi okolji. Hvala. Ja. Kaj pa menite o ideji, da so predsedniki vaških svetov na podeželju pa predsedniki četrtnih skupnosti, četrtnih svetov v mestu, županov občinski svet? Zdaj, odkrito povedano, jaz ne bi bistveno spreminjal sedanje strukture lokalne samouprave, ker imamo neposredno voljenega tako župana kot tudi svet, ki je seveda neka protiutež in nek demokratično izvoljen organ. Je pa zelo pomembno, da so vsi ostali deli, torej vse vasi, če govorimo o vaških skupnosti, pa tudi četrtne in druge skupnosti v večjih mestih, vključene v to delovanje, da imajo možnost povedati, izraziti svoje želje, da imamo možnost kontakta z svetniki in županom. In seveda, to je v tem demokratičnem procesu možno, je pa to odvisno od aktivnosti in dobre volje župana, predvsem tudi svetnikov, in te procese treba spodbujati. Medtem ko če bi to zdaj institucionalno spreminjali na nek nov način, bi to terjalo neko zelo poglobljeno predhodno razpravo in mislim, da za to tako hude potrebe ni. Hvala. Ja. V vaši stranki zbirate pobude državljanov, pa kako to izgleda v praksi? Ja, tudi v naši stranki seveda zbiramo pobude državljanov, veliko jih je, to delamo na več načinov. Denimo poslanci imajo svoje poslanske pisarne in so tam v stiku z državljankami, državljani iz lokalnih okolij. Ministri hodimo na teren in seveda direktno dobimo dostikrat, kadar smo na terenu, odzive.
Danes seveda pa je tudi zelo pomembna ta sodobna komunikacija. Zelo veliko se nam ljudje oglašajo preko internetnih povezav ali direktno na stranko ali na lokalne odbore. Naši aktivisti v lokalnih odborov so aktivni bodisi v občinskih svetih ali pa v stiku z ljudmi. Skratka, tako na centralni liniji preko telefonskih, računalniških in drugih povezav, pa tudi obiskov na stranki. Mnogi pridejo k nam na stranko z idejami in pobudami in seveda na terenu, kjer imamo lokalne odbore, smo aktivni. In prisluhnemo državljanom, ker pravzaprav ne moreš, če ne veš, kaj so realne potrebe ljudi, oblikovati nekih pametnih politik. Ja, res je, hvala. Je morda nekaj, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Ja, gledalcem bi želel sporočiti, da je vsakdo od njih zelo pomemben za to našo Slovenijo. Vsi smo ena skupnost. Najprej seveda si želim, da bi čim več sodelovali, da bi to našo lepo domovino, deželo razvijali skupno v korist naših otrok. V korist tudi nas samih, nenazadnje, da bi imeli še naprej lepo Slovenijo, razvito Slovenijo, v kateri bi lahko vsi spodobno živeli. Da bi bilo torej res bolje za vse, kot smo rekli že večkrat v SMC-ju. Hkrati pa želim v tem trenutku vsem gledalkam in gledalcem, da bi čim lepše stopili v novo leto. Želim jim prijetne praznike in seveda veliko zdravja in uspeha in dosežkov v letu 2019. Hvala lepa, gospod Cerar. Hvala lepa tudi vam, spoštovani gledalci, in se vidimo v naslednjem intervjuju. Nasvidenje tudi vam. Hvala za priložnost, nasvidenje.